Pozdravljeni v podcastu Duhovnik v poslu, tretji del. Jaz sem Marko, z mano je Janez. Janez, pozdravljen. Lep pozdrav. Tokrat bo nadaljevalo pogovor o tem, kakšne vrste poslu je duhovništvo. Se bo pa tudi navezala na iztočnico dne, ko je tale podcast objavljen, 1. aprila, letos praznujemo Veliki četrtek. In to je dan, ko duhovniki s svojim škofom zbrani skupaj na nek način z vašim šefom blagoslovite sveta olja, krizmo. To je verjetno ena redkih, če ne celo edina priložnost, ko se duhovniki srečate na takem masovnem srečanju, lahko bi rekli na neke vrste poslovnem srečanju ceha. Tako da imamo dve iztočnici, ki bi jih danes se dotaknila, in sicer iztočnica šefov in pa kolektiva. Torej, v našem delu pač skoraj ne gre, da ne bi imeli šefa, razen če smo to sami. In pa kolektiv, skoraj noben, pač redki delajo povsem sami. Vedno imamo ljudi okoli sebe in delamo s naše sodelavce. Skratka, zaposleni še posebej radi obrekujemo šefa, z drugimi pač za kolegi pa delimo znaten del svojega življenja, ko smo na delu. Skratka, dve take zelo iztočnici, ki so nam vsem zaposlenim zelo domače. Pa da vidimo, kako je to v duhovništvu. Mogoče pa, Janez, za začetek malo drugačno vprašanje, da ti še dopolniš, kakšen je pravzaprav ta dan, Veliki četrtek, kaj pravzaprav praznujemo, kaj je ganljivo glede tega praznika zate osebno, ki si duhovnik. To je bil dan zadnje večerje. Tako da mogoče na kratko orišeš čist pomen tega praznika. Veliki četrtek je dan zadnje večerje, ko Jezus z 12 apostoli torej obhaja pashalno večerjo. Je pa hkrati tudi to dan, tako nakaže nova zaveza, ko Jezus na podlagi te pashalne večerje postal novo pasho. Namreč Izraelci so praznovali pasho, Jezus pa postal novo pasho, ki je njegova lastna pasha, in ta obred postane obred nove zaveze, ker je tu edinkrat v Svetem pismu, da Jezus uporablja besedno zvezo nova zaveza. Ob tej, to je na to zadnjo večerjo, oziroma med zadnjo večerjo. In ta nova zaveza je torej to, kar danes imenujemo Evharistija ali pa po domač maša, oziroma v slovenskem okolju bolj maša. Duhovniki smo pa s tem dnevom čustveno in duhovno in v vsakem smislu zelo ganljivo povezan zaradi tega, ker od tod izhaja duhovništvo. Se pravi, v končni fazi je naloga duhovnika ta, da ponavzačuje Jezusovo dejanje, ki se v duhovnem smislu obnavlja. To dejanje pa je njegova podaritev, ki se konča na križu s smrtjo in se zatem zgodi ustajenje. In vse tu nova Jezusova pasha vsebuje, torej je vsebovana v maši. Torej, duhovnik sem tisti, ki sem poslan v Jezusovem imenu, da Jezusovo novo pasho naredim navzočo in aktualno v danem trenutku pač v neki cerkvi. Se pravi, da mašujem, bomo rekli. Upam, da nisem zelo prav zakompliciral. Ne, hvala. Bilo lepo na kratko. Zdaj pa pojmo k prvi iztočnici. Torej, škof. Škof je na nek način tvoj šef, tvoj nadrejeni. V prejšnjem podcastu si rekel, da ne v neposrednem smislu, da ne veš, s čim ti se ukvarjaš vsak dan, kar je normalno, ker ima pod sabo pač več 100 duhovnikov, recimo. Torej, ali so vmes še kakšne druge stopnje te cerkvene hierarhije in v bistvu na kakšen način nek duhovnik, začetnik, recimo, ki je pri dnu hierarhije, domnevam, odgovarja tem različnim instancam za svoje delo in pač v splošnem smislu, kako potem more odgovarjati in poročati ali kakorkoli tem svojim nadrejenim, ali jih je več ali jih je manj. Mogoče pa, ok, kar, prosim.
Ja, to imaš prav. Se pravi, ta cerkvena hierarhija je ultimativno se konča pri škofu, ki je pač glavni šef in odgovoren za vse, kar se zgodi na teritoriju škofije, ima pa pod sabo še svoje delegate, če lahko rečem tako, ki so spet na različnih ravneh. Se pravi, najožji njegov sodelavec in delegat bi bil pomožni škof oziroma pomožni škofije, ker lahko jih je več. In potem so konkretno v ljubljanski škofiji tako imenovani arhidiakoni. Tu so ali pomožni škofje ali pa duhovniki, ki so delegati v škofovem imenu odgovorni za nek določen teritorij. Se pravi, en je za Ljubljano, en je za vzhod, en je za jug, en je pa za sever. 4 arhidiakoni so in kot župnik imaš potem neposrednega šefa tega arhidiakona. Se pravi, on je tvoj prvi partner za pogovarjati se. V glavnem z njim se pogovarjaš o vsem, kar se zgodi, in potem arhidiakoni prinesejo škofu. Kar pomeni, da če razdeliš teritorij ljubljanske škofije na 4 dele, spet ni tako zelo velik, kar pomeni, da en arhidiakon je šef, ki ima približen neko številko ljudi pod sabo, ki se jih lahko obvladuje. Sledi, če tudi ne. Ja, potem so pa še dodatno arhidiakonati, so razdeljeni še na dekanije. Tu so pa pol geografske enote, ki jih vodijo dekani. Ti pa nimajo neposredno, dekan v tehničnem smislu ni moj šef, v duhovnem smislu ga pa vzamem kot neko avtoriteto. Se pravi, če neki diakon reče, pa lahko jaz tu upoštevam kot eno besedo avtoritete in jo v svoji vesti vzamem kot tisto, ki velja pač. Dekanov je pa veliko, zaradi tega, ker je vsakih recimo približen 10 župnij povezanih v eno dekanijo in vsakih 10 župnij ima torej enega dekana, ki je pa tudi hkrati en od župnikov. Ok, hvala. Torej, kar ene 2 oziroma 3 si naštel zdaj, teh instanc, ki so nad tabo. Zdaj pa mogoče eno tako, pač šefa običajno, kot rečeno, zaposleni radi obrekujemo, ali pa pač skoraj ne gre mimo tega, da se ne bi vsaj pritoževali, če že ne zelo namerno obrekovala. Zelo naravno je to, bi rekel, in ne morem mimo vprašanja, kakšna je običajna vsebina kritik duhovnikov, ki letijo na škofa, ne konkretnega, ne ljubljanskega, na splošno, tako se ti veliko potuješ po svetu, pa gotovo ti tudi kaj potarnajo, tako mogoče, če strneš v eno, kaj je pravzaprav, kaj narobe škofi, tako z stališča podrejenih, tako gor, z tega gledišča. Jaz mislim, da se največkrat, največkrat ponavljajoči, se mi zdi, pritoževalni obrazci so, da so premalo odločni in da premalo konkretno naredijo. Se pravi, da nimajo jajc, da mečkajo. Ta podoba enega šefa, ki je prepočasen, ki ni odločen. Druga stvar, po mojem se pojavlja, je, da si ne vzame cajta za svoje podrejene, da preživi z njimi časa, da njih ne posluša ali pa da nas ne posluša in tako. Se pravi, podoba, mislim, to je to je gotovo kritika, to je eno jamranje, ampak izhaja pa iz bolečine v bistvu, da imam šefa, ki mi ne posveča pozornosti. Zdaj, tu sta po mojem 2 taki standardni. Pa zdaj v zahodnem svetu, v zahodnem svetu, kjer imamo zelo močen proces dekristjanizacije, ali pa te pretirane ločitve oziroma potiskanje cerkve in vere v tako izven javnega življenja, se mi zdi, da je tako veliko bojno polje in torej tudi velikih kritik in tako naprej,
vprašanje pravovirnosti. Ne, tako, se pravi, do kjere mere se nek škof v svojih idejah, v svoji drži, v svojem nauku gre naproti svetu in torej nujno nekaj od nauka, ne, od neke pravovirnosti prilagodi ali je pa ne izreče dokončno, ali pa ne vztraja preveč in potem preveč strog rata. No, tako. Se mi zdi, to je tako ena taka, ampak to je bolj znotraj, to je bolj eno tako, kaj jaz vem, bolj cerkvena zadeva, ne gre tukaj za lik šefa, ampak gre za bolj vsebino, no, ali pa vizijo naše firme. Ja. Pa so v tej firmi možnosti za napredovanje duhovnikom? Domnevam, da ja, ker so ti nadrejeni tudi duhovniki, pač a se spremeni samo naziv ali pride tudi pol do povišice, kar je običajno v poslovnem svetu. Ne vem, kakšne zasluge moraš imeti, moraš izkazati kakšne izredne delovne uspehe. Tako, a je kakšna komisija za napredovanje ali pa ne vem, kakšen instrument, recimo letni razgovor, kjer se vrednoti duhovnikovo delo? To bi pravzaprav vprašal in pravzaprav do kje gre ta hierarhija? Ja, jaz mislim, da hierarhija je tipično cerkvena in na nek način tako mogoče, ne vem, če je to provokativno ali ne, no, ampak jaz bi rekel, da če se je kaj svet od cerkve naučil, veliko stvari je cerkev dala svetu, ki jih je svet pograbil. Ampak ena od stvari, ki jih je svet pograbil, je, da vsaka uspešna in dobra organizacija potrebuje zelo jasno hierarhijo. Ne. In obratno, ne, če nimaš zelo jasne hierarhije, tvoja organizacija ne bo uspešna. Ne, tako. Oziroma pride zmeraj trenutek do neke, ko se stvar razvije, ne, v geografsko ali pa v številkah, ko rabiš eno zelo jasno strukturo. Ne. In pri nas imamo zelo jasno hierarhijo. Pač, ne. Mi imamo zelo jasno hierarhijo, ki v končni fazi ni tako zelo kompleksna. Imamo škofa in pod njim imamo duhovnike. To je to. Zdaj, je pa zaradi geografske razpredenosti in zaradi številčnosti so pač neke nianse tudi znotraj tega, se pravi, imamo lahko večje število škofov, imamo večje število duhovnikov, ki potem se tudi malo hierarhično razporedijo, ne? Ampak v osnovi je to tu. Je pa ta preprosta hierarhija vendar zelo jasna, kajti zelo jasno je, katere pristojnosti ima katera služba. Pač, ne. Za škofa je zelo jasno, katero pristojnost ima, za duhovnika je jasno, katero pristojnost ima. In tle, seveda, znotraj tega je možno napredovati. Ne. In kakšne so te pristojnosti, Janez? Kakšne so te pristojnosti, recimo pri duhovniku, pri škofu? Pri duhovniku, ali pa začnemo pri glavi, no, tako, pri škofu, te pristojnosti trenutno v dani situaciji so, da vodi vse, kar je pridržano škofiji, ne, se pravi razporejanje duhovnikov, kar se tiče, zdaj govorim o managementu, ne, finančni management cele škofije in v smislu human resources je škof tisti, ki odgovarja za to, kje bo imel koga na katerem delovnem mestu. Kar se tiče duhovnih opravkov, tega, kar so tipično cerkveni, ne, tle gre za sakramente, se pravi, škof je tisti, ki ima edino pristojnost, da posveti novega duhovnika. Ne more noben ratati duhovnik, če ga škof ne posveti. V današnjem času je trenutno tako, da imamo, ni pa to, lahko bi se spremenilo, no, ampak škof je tisti, ki izvaja birmo. Ne. Škof birma in tle je pač zelo jasno, ne, če hočeš imeti birmo v svoji župniji, moraš imeti škofa, ki pride tja in imaš nek sistem, ne, in je razdelitev vlog jasna. Škof je, se pravi, rekel sem, da tisti, ki posvečuje duhovnike, omenil si na Velik četrtek je škof tisti, ki posveti olja in tista, ki jih je za blagosloviti, jih blagoslovi, pač ena blagoslovi, druga posveti. To je pridržano škofu. Ne more duhovnik posvetiti novih olj
ampak dela tu samo škof, duhovniki jih pa od njega prejmejo. Zdaj, pač ne vem, če sem dal izčrpno listo, ampak kakorkoli, tako tak primer, da dam različnih nalog škofa. Medtem ko pridemo do duhovnikov, duhovnik je pa tisti, ki je od škofa poslan, kar pomeni, da sem še pač pozabil eno od temeljnih škofov pridržanih nalog, to je, da skrbi za očetovsko skrbi za svoje duhovnike. Pač, ne. Škof je tisti, ki je oče duhovniške družine, mi smo pa v njegovem imenu poslani, ukolikor dobimo dovoljenje od njega, da kot duhovniki opravljamo zakramente. Se pravi, jaz sem lahko že posvečen duhovnika, ni pa nujno, da imam od svojega škofa dovoljenje, da bom na določenem teritoriju opravljal mašo, da bom spovedoval, da bom krščeval in tako naprej. Če mi škof to da in če sem normalen, če sem veljaven duhovnik, mi to da, rutinsko, ampak mi to vsak ne vem, toliko let podaljša, pač, ne, bi mogel pogledati, dokdaj imam, ampak pač zmeram je nek časovno obdobje, imaš zmeram tako rekoč zaposlitev za določen čas. Kaj to je kot neke vrste licenca, ali kaj je to pogodba? Pogodbo o delovnem mestu podpišeš in z njo, bom rekel, delovne naloge in pooblastila, ali kako, v tem smislu? Ja, tako. Ja, kot župnik, ko si imenovan za župnika, gre za pogodbo za nedoločen čas, kajti župnika škof ne more odstraniti kar tako, ampak mora biti za to nek konkreten razlog, in to se lahko zgodi šele potem, ko se župnik odpove tej župniji, kajti cerkveni zakon ima dikcijo, da župnik dobi svojo župnijo v posest. In torej, če se župnik v končni fazi ne odpove svoje župniji, ga tudi škof ne more odstraniti. Po drugi strani pa lahko, in to je škofu pridržano, podeli duhovniku licenco ali ne, za podeljevanje zakramentov. To pa je. Se pravi, jaz delam, moja pristojnost je, da delim zakramente v imenu škofa, zaradi tega, ker je pač teritorij in razvejanost kristjanov, ki želijo imeti dostop do zakramentov tako velika, da škof tega sam ne more. In torej pooblasti duhovnika za nek konkreten teritorij. Ja. Torej bi si v teoriji lahko zamislil situacijo, ko se duhovnik iz nekega upora, trme ne odpove delovnemu mestu, ne odpove svoje župniji, ampak škof mu pa reče, nimaš licence več za podeljevanje zakramentov in vse ostalo, ergo delo na te župnije postane onemogočeno in je pač na nek način pač kaj prisiljen ali kaj pol se zgodi v tem primeru? Ja, v končnem, tako najstrožje oziroma v končni fazi, zdaj jaz sicer nisem specialist za kanonsko pravo, nikoli nisem imel talenta za pravo, se mi zdi, ampak v končni fazi je največ, kar bi škof naredil, je, da mi odvzame duhovniški stan. To pa lahko naredi. Ampak to se zgodi pač v nekih primerih, ki so ekstremni in odvzem duhovniškega stanu pomeni, da če tudi se je zgodilo posvečenje, duhovniško posvečenje in torej je nek človek duhovnik na veke, ti lahko škof odvzame duhovniški stan in si izvzet iz klera, kar pomeni iz duhovniške skupnosti, in si narejen nazaj v laika. Ja. Jaz bi te še malo nazaj prevrtel vprašanje, Janez. Vendarle, kaj mora duhovnik narediti, da napreduje? Tako, kakšne so te zasluge običajne, kakšni so te delovni uspehi? Tako, ne vem, pač nek zaposlen more ali ful delati, ali ful uspešno, kakovostno nek projekt izpeljati, ali ne vem, se ful truditi, ne vem, kjer že dela, tako. Jaz mislim tako, zdaj prav zares, sploh ne vem, kako naj odgovorim, če sem čisto iskren, gotovo je napredovanje, tako, zmeraj smo ljudje skupaj, so tudi neformalne hierarhije, je neformalno napredovanje. In tle je pač metoda dobra, stara človeška metoda. Pač na kak način
posamezniki rastejo v hierarhijah, pač metode so klasične. Tako, jaz mislim, da med duhovniki nič drugače. Ampak čist v formalnem smislu, pa v bistvu, ko ti rataš enkrat duhovnik, v prvi fazi si kaplan, torej si pomočnik in si pod oblastjo nekega župnika. Tvoja prva povišica se zgodi, ko rataš župnik. Ampak više od župnika, od službe župnika, ni nič razen škofa. In torej, povišica v škofa se pa zgodi ne na podlagi zaslug in ne na podlagi, kuhne lokalne cerkve, ampak je to pridržano svetemu sedežu, kar pomeni, da je v končni fazi je papež tisti, ki potrdi nekoga za novega škofa. In vzame načeloma ga izmed duhovnikov. Mislim, načeloma, vedno ga vzame izmed duhovnikov. Tu bi bila, trostopenjsko napredovanje od vajenca do župnika do škofa. To je cerkvena hierarhija, imaš pa znotraj te organizacije, znotraj te hierarhije pač dodatne službe, ti si lahko hkrati župnik in odgovoren za neko konkretno zadevo na ravni mesta Ljubljana, recimo, ali pa na ravni škofije in tako naprej. Pač ti imaš neke dodatne službe, ki so seveda bolj prestižne, manj prestižne, sploh ne prestižne ali pa nadvse prestižne. To je pa ta neformalna hierarhija, ki se pač vzpostavi in je vzpostavljena, ni da ni. V cerkvi glih toliko, kakor v vsaki drugi firmi in v vsaki drugi pač človeški organizaciji, ker cerkev je človeška organizacija, če tudi je tudi božja, tu verujemo, ampak vendar ima vse človeške elemente za to, da ima tudi svoje neformalne hierarhije. In tle pa, kot sem rekel, so pa metode pač stare, dobre človeške metode, pa na posamezniku je, da vstopa v igro ali pa ne. Torej kaj, ni samo meritokracija in vse objektivno po kriterijih, torej tudi veze in poslanstvo. Ne, jaz mislim, da ne. Aha, mislim, je tudi pol veze in poznanstva, tako pač, ja, veze in poznanstva. Tako, ja. Mislim, tako, recimo, ne vem, veze in poznanstva, to je ena metoda, bi rekel, se pravi, konkretno, tako, da brez nekega prikrivanja ali pa da delam nek vic iz tega, pač recimo, dober odnos je ena od temeljnih metod, kako lahko ti v družbi, v družbeni lestvici, v družbeni hierarhiji napreduješ. Druga metoda je obdarovanje. To je stara, vse civilizacije poznajo obdarovanje. Se pravi, ti preko daru, ki ga daješ, pridobiš prijateljstvo ali pa vzpostaviš eno, ko se reče, zavezo z nekom, in če on tvoj dar sprejme, ga na nek način prisiliš v to, da igra igro zavezništva in torej nikoli ne veš, da ti bo to zavezništvo prav prišlo. In načini obdarovanja so pa taki, ki so skladni z naravo tistega, ki ga želiš obdariti, ker smo si pač drugačni. In tako, to je tudi recimo z moj okus ena taka klasična metoda. Pa so pa še kakšne bolj subtilne, recimo, ampak tu so pol variacije na temo, da vzpostaviš en dober stik, lahko je tudi pol en dober stik je nekaj čisto dobrega, lahko se pa izrodi v tisto, kar se po domači imenuje prilizovanje, ne vem, kako se to uradno reče, pač znotraj cerkve imaš ljudi, ki se prilizujejo, jasno, da, imaš ljudi, ki se obdarujejo na nezdrav način, imaš neko zdravo obdarovanje, se pravi, da na obisk prineseš flašo vina, recimo, to se mi zdi ena taka klasična metoda, utrjevanja terena za bodoče napredovanje, v vsakem smislu. Lahko se pa obdaruješ na nezdrav način. Janez, pa je tako, a je zaradi narave duhovništva dobro in koristno, da je duhovnik, bom rekel, karierno ambiciozen, morda že komovčarsko, bom rekel, karierističen, ali je morda
zaradi narave tega posla, ki ga upravljate, bolje, da, bom rekel, duhovnik z neko, sposobnostjo, dobrim upravljanjem, dobrimi odnosi, no, si rekel, bom rekel, ga drugi opazijo in potrdijo in ga dvignejo. Tako. In to je tudi velika večina primerov, jaz ne vem, kakšen procent, ampak v mega veliki večini je tu primer, mi duhovniki, ne, in duh med nami je ta, da ti, ko vstopiš v duhovniško službo, ne, je tako, da je nastopiš v duhu predanosti. Tvoje življenje, moje življenje je duhovniško služenje in v veliki večini src in v izvedbah, kako živimo svoje duhovništvo, živimo na tak način, da pač predano služimo in da opravljamo svoj posel tam, kamor nas je škof poslal, kamor nas je postavil. In zdaj, če iz tega pride kakšno imenovanje za kakšno službo, je tu pač, ne, mi tu vzamemo pač, imenovali so me nekaj dodatno ali pa imenovali so me drugam in tako naprej. In tu pač sprejmemo in v novi službi ponovno in še naprej predano živimo. Vključno s škofi, da smo na jasnem, pač jaz mislim, da tako, to je pretežni, ne, in v veliki večini duh, ki ga živimo pri naši hierarhiji, ne. Komolčarstvo jasno, da obstaja, ker obstaja vedno, kjer je človek, obstaja tudi komolčarstvo, ne. Ampak jaz mislim, da tako generalno gledano med nami duhovniki tak tip pristopa ni zelo priljubljen, če mene vprašaš. Pa verjetno tudi, kot si omenil, ni prevladujoč, ne. To je absolutno ni redki, prevladujoč. Ne, kako posamezniki. So redki posamezniki, če so že taki. Ja, jasno, da so posamezniki, ampak tu jaz mislim, da tu ne bi mogli razširiti na pač splošno na duhovnike. Še to bi te rad vprašal, torej, da je nekdo, bom rekel, postane škof, ni to odvisno od lokalne, bom rekel, kuhinje, kot si uporabil izraz, ampak gre višje, ne? Torej, a se na nek način ta hierarhija razteza, bom rekel, v Vatikan, v Rim? Ta hierarhija se v hierarhičnem smislu se konča pri škofu, kar je tudi rimski škof. Mislim, kar je papež, pardon. Papež je rimski škof. Škof mesta Rim, ne, in ni nič več škof, kakor torej, nič bolj polno škof, kakor ljubljanski škof ali pa koprski škof ali pa kjerkoli škof, ne. Imamo pa znotraj cerkvene organizacije, ki seže do škofa, ker je to pač, to je služba, ki predseduje lokalni cerkvi, ker je pa cerkev svetovna, ne, v geografskem smislu, se je pa že od nekdaj, pač vse od Petra naprej, organizirala tudi na ta način, da znotraj škofovske družbe, znotraj družine škofov, obstaja kljub vsemu hierarhija, ki je prva hierarhija je ta, da rimski škof predseduje v ljubezni, v služenju vsem drugim škofom in je garant edinosti med njimi. Ne, se pravi, da zdaj, kako se je pa v zgodovini, ki je kljub samo 2000 let zgodovine, ne, dejstvo, da je rimski škof predsedujoči, oblikovala neka še dodatna hierarhija ob tem, pa vidimo pač danes, ne, v tem, da imamo škofe, ki so na to imenovani še kardinali, s čimer ni nič več kot škof, ostane čisto preprosto škof, ima pa znotraj škofovskega organizma dodaten adut, ne, ki je v tem, da postane član zbora, ki je odgovoren za to, da znotraj sebe izvoli novega papeža, ne, novega rimskega škofa. Sprav, med vsemi škofi je pa rimski škof izjema tudi v tem, na kakšen način je imenovan. Zmeri zdaj v zadnjih stoletjih je tako, da kardinalski zbor izmed sebe izvoli novega rimskega škofa. Ampak vsi ti so pač škofje, ne, niso več kot škofje.
pri vseh drugih škofih, ne, res je, da ni ene in iste metode, ne, so nekatere izjeme v iskanju in imenovanju novih škofov, ampak načeloma gre tako, da kakor jaz vem, lokalna cerkev, se pravi lokalni škof, ne, je vedno odgovoren za to, da ima en spisek možnih, ne, tistih duhovnikov, ki bi bili dobri možni kandidati za novega škofa. Ta lista zmeraj obstaja, recimo lista 3. Tako, obstaja lista 3, se pravi 3 duhovnikov, ki bi bili recimo dobri kandidati za novega škofa, lokalnega škofa. In to je škof dolžan imeti ta seznam? Ta seznam zmeraj obstaja, ja. Mislim, tako da se zagotovi kontinuiteta. Tako, ja. Pač, če kaj pride na hiter, nenadoma ali pa kakorkoli, pač ta lista zmeraj obstaja, na kar proces izbiranja novega škofa pa vodi ne lokalni škof, ampak ga vodi nunci, to je pa papeški poslanec v določeni državi ali državah. Slovenija ima svojega nuncija in on je odgovoren, da proces imenovanja nabirke novega škofa vodi za vse škofije v Sloveniji. Pač, ne. Zdaj pred kratkim smo imeli primer Celjske škofije, ko je bil pač po 2 letih in pol imenovan nov škof na izpraznjen sedež v škofiji Celje. Zdaj, nunci v neki državi pa operira s temi kandidati in potem znotraj lokalne cerkve naredi razne intervjuje, kakor sam želi, kakor sam presodi, da je dober. In na podlagi teh intervjujev se pač on odloči, katere imena bo predlagal svetemu sedežu. Sveti sedež, konkretno kongregacija za škofe, je pa odgovorna, da potem iz tega nekaj naredi. Oni dobijo pač datoteke, dobijo mnenja, dobijo verjetno, kakor jaz vem, dosti podrobne zadeve, ne, tako. In potem sveti sedež, kongregacija za škofe, potem pač v končni fazi papežu predlaga neko odločitev. In papež jo potrdi ali pa ne. Če jo potrdi, je nov škof imenovan, če jo ne potrdi, se proces ali ponovno zažene, ali prevetri, ali pač kakorkoli. Super, pa je kar poskrbljeno za dobro kadrovsko izbiro, bi se rekel, ne? Ja, kar se tiče škofov, po mojem, da kar, no. Janez, velikemu četrtku sledi velik petek. To je dan Jezusovega trpljenja, smrti, pogreba. Zdaj za zaposlene so pa v bistvu še posebej boleča odpuščanja ali pa izguba pač plače, ki zagotavlja našo eksistenco. Lahko tudi že samo pomanjkanje naročil pri kakšnem obrtniku, če zaradi kakšnih okoliščin, recimo koronskih, zastane to gospodarstvo. Skratka, eksistenca zaposlenih je ogrožena, kar je na nek način tako res ena muka trpljenja. Zdaj, a je duhovnik, delno si že odgovoril, ampak a je duhovnik pravzaprav lahko odpuščen? Kaj se mora zgoditi, da v bistvu do tega pride tako? Ja, ne, tisto, kar v civilnem svetu pomeni biti odpuščen, se duhovniku ne zgodi. Se pravi, moj šef ne bo nikoli k meni prišel in bi rekel, odpuščen si. Torej, ne, kar pomeni, izgubil si pogodbo o delu in izgubil si redni dohodek. Tega se duhovnika ne more zgoditi, ker pač nimamo pogodbe, ker naš odnos ni pogodbeni odnos, ampak je družinski odnos. In torej, ko te škof potrdi za to, da te bo vzel za svojega duhovnika, te vzame v svojo družino in se s tem zaveže, da te bo živel. Torej, tudi če jaz disciplinsko delam nemogoče zadeve in škof to identificira in se v končni fazi odloči, da delam štalo na neki župniji in reče, fant, tako ne bo šlo več naprej, damo te, ne vem, na premislek, ali pa ne vem, nek samostan, ali greš v nek samostan. Tudi če se to zgodi,
Na nek način mi je odvzeta služba in načeloma zadoščenje in mogoče celo dostojanstvo, ne vem. Ampak, rekel, moja eksistenca v civilnem smislu odpustitve pa ni zdaj na kocki, ne? Ker jaz duhovnik, tudi če me bo dal na stranski tir, moj šef, ne, bom vendar eksistencialno zagotovljeno prihodnost, preživetje, ne bo pod vprašanjem pač. Zdaj to zveni kot premestitev na neko drugo delovno mesto, ki je manj odgovorno, a ne manj pomembno, ampak še vedno si znotraj firme. Prej si pa omenil tudi, da te iz duhovniškega stanu odstavi. Ja, če te pa odslovijo, ampak to je ekstremen primer. To je ekstremen primer, da nekdo dobi laizacijo. Zdaj en zelo znan primer v svetovnem smislu, ki mu ni para dejansko, kakor jaz vem celo, v zgodovini ne vem, ampak vsekakor v sodobni zgodovini je blazno redka zadeva, ko so odslovili ne iz duhovniškega stanu, ampak iz škofovskega stanu, njega, ki je bil kardinal, in je bil med kardinali en od zvest, vsekakor pa v ZDA pač on je bil res batina, njegovo ime je McCarrick, in pač se je izkazal za pošast, in v končni fazi se je zgodilo, da so njega odslovili iz kleriškega stanu in torej so ga laizirali, kar pomeni ne samo, da v prvi stopnji je dobil recimo navodilo, naj se ne pojavlja v javnosti, v drugi stopnji je dobil navodilo, je dobil prepoved pojavljanja v javnosti, na kar tako postopno je sledilo to odpuščanje pač. In v končni fazi, zaradi tega, ker je bila njegova datoteka tako strašna, je papež Frančišek odločil, da izgubi status klerika in ga je odslovil iz kleriškega stanu, kar pomeni, da je on zdaj navaden laik, in torej, da ne samo, da nima, ne more opravljati, ni izgubil samo licence opravljanja duhovniškega in škofovskega dela, temveč je izgubil status. Zdaj, ali McCarrick s tem, dobro, itak je že star, tako da ima že po vsej verjetnosti penzijo, tudi v civilnem smislu, ker pač jo tudi plačujemo. Tako da, kar se tiče preživetja, njemu ni panika, on je star zdaj, ne vem koliko, pač precej, preko 80, mislim preko 80. Ampak, tu se je v končni fazi naredil. Zdaj, McCarrick je ekstremen primer, da je nekdo odslovljen iz kleriškega stanu, tu moraš pa res eno veliko štalo narediti. Ja, pa če še to škof toliko bolj odmeva, zdaj kako pa je na ravni nižjih duhovnikov, se tudi tam to dogaja potem verjetno lahko, Lahko se zgodi, seveda, pač zakonik tu predvideva, to možnost predvideva in to možnost pač predvideva da to naredi škof. In torej se to se dogaja, kljub vsemu pa tu ostaja ekstremno redek primer. In tudi škof ne bo nekoga, ki je enkrat eno majhno štalo naredil, kar odslovil iz kleriškega stanu. Ker zmeraj, kot rečeno, mi smo še vse znotraj družine, družinskih odnosov. In iz družine te ne bo nekdo kar odslovil. Rekel, zdaj pa nisi več član naše družine. Lahko da si naredil štalo, ampak to se dogaja v družini in točno ta družina mora biti kraj ozdravljenja, mora biti kraj spreobrnjenja za tistega, ki je štalo naredil. Ne, da je nekaznovano, ne, da je brez posledic, to absolutno ja, ne pa po drugi strani, da bi neka napaka posameznika povzročila izključitev iz družine. Začasno izključitev ja, ker je začasna izključitev zdravilna in to moramo iti skozi njo. Da bi pa jaz izgubil status duhovnika, tu mora, jaz ne vem, kaj moraš narediti, ampak pač hude
huda štala moraš delati. No. Ja. Torej obstaja na nek način pač krivdna prekinitev delovnega razmerja, na nek način, po civilno rečeno. Ne? Ja, si je ta vzporednica. Dobro, Janis, mislim, da tole prvo istočnico so kar izčrpala, tole škofovsko, pa je zdaj k drugi. Torej kolektiv, sodelavci, tukaj preživimo veliko časa skupaj. Torej, ali duhovnik vodi kolektiv delavcev? Mislim, ima duhovnik lahko neke svoje, tudi svoje podrejene, recimo, ne vem, na župnijah poznamo razne prostovoljce, tudi župnija ima neko svojo strukturo, razne svete, imaš nekoga, ki odpira cerkev, imaš nekoga, ki čisti ali krasi, poje v končni fazi, igra na orgle, tudi ministranti so tukaj, ne vem, pač kakšni duhovniki imajo tudi kakšno gospodinjo, ki poskrbi za bajto in za obroke. Tako, ne vem, mislim, kako je tukaj. Imaš tu izkušnjo vodenja kolektiva? Ja, absolutno. Ta kolektiv, po mojem, vse si nakazal. No, je lahko kolektiv, kjer so zaposleni, lahko je pa kolektiv prostovoljcev ali pa mešanca. Pač, ne. Vsaka župnija, naj bo še tukaj mejhna, tudi neka najmanjša podeželska župnija, poleg lokalnega župnika vključuje še enih par prostovoljcev, čisto vsaka župnija, oziroma čisto vsaka župnija v Sloveniji. Zdaj, mogoče obstaja kakšna, ki tega nima, no, ampak to bi bilo nadvse čuden. So pa župnije, recimo, ki imajo, denimo, svoj župnijski vrtec. So župnije, ki imajo svoj župnijski dom za ostarele in tako naprej. Pač razne organe znotraj župnije ali pa katerih ustanoviteljica in lastnica je župnija in torej ti organi imajo svoje zaposlene. In če je, ukolikor je situacija taka, potem je v tem primeru župnik tudi voditelj kolektiva v profesionalnem smislu, se pravi tistih, ki so zaposleni, ki imajo svojo pogodbo, ki so podrejeni potem takem zakonodaji o zaposlitvi in drugih pač dotičnih zakonodajah in tako naprej. In v tem primeru župnik ni nek duhovni tip, ki ima nek svoj duhovni svet, ampak je tisti, ki sledi pač dinamiki in pravilom, ki veljajo v svetu zaposlitve. Po drugi strani imamo pa, čeprav v Sloveniji teh ni prav ogromno. No, tako, en tipičen primer, kjer pa bi teh bilo ogromno, je seveda Nemčija. Jaz mislim, da je Nemčija v svetovnem smislu vodilna, no, ali pa sploh fenomenalna, ker imajo pač cerkveni davek. V Nemčiji se pa zgodi, da ima vsaka župnija tukaj in toliko zaposlenih za župnijo, toliko in toliko zaposlenih za vrtec, ki ga skoraj ziher imajo, oziroma za Karitas, oziroma za razne projekte Karitasa, recimo domi za ostarele in druge institucije. Tako da v Nemčiji en povprečen, normalen župnik ima vedno en kolektiv 5, 10, 15, 20, 40 ljudi za svojo župnijo. Zaposlenih? Zaposlenih, ja. Na plačilni listi, ne prostovoljcev? Na plačilni listi, ja. V Nemčiji so na plačilni listi zakristani, organisti, tajnice, ekonomisti, ki vodijo župnijsko ekonomijo, vsi, ki so zaposleni v vrtcih, vsi, ki so zaposleni na Karitasu, vsi, ki so zaposleni v domih za ostarele, teh je ogromno. Ja. Pa v Sloveniji, ki si rekel redko, župnija v Sloveniji sploh lahko zaposli koga tako? Za delo v župniji. Ne rečem vrtec ali pa dom za ostarele, ampak za delo v župniji, kaj ti si omenil zdaj za kristane in tako naprej, ne? V Nemčiji je to seveda avtomatizem, kakor jaz vem. Pri nas pa je ena klasična varianta, da pač nekdo ustanovi SP in župnija plačuje njemu kot SP-ju pač po neki formuli, ki prav gotovo obstaja, ker župnija v civilnem smislu je pravna oseba, kakor jaz vem, ne?
Zdaj se bo mogoče kdo zgražal, kar govorim. No. Ne, si že prej pojasnil, pač, da nisi za pravne zadeve talentiran, tako da Janez, ti je odpuščeno, pogovor nam nič manj zanimiv. Morda za konec vprašanje, kaj pravzaprav je župnija, no, tako se ne vem, če bo daleč prišla, no, ampak a je to neke vrste podjetje za upravljanje specifičnih storitev, ne vem, iz področja sociale, zdravstva, je to podjetje specializirano za industrijo srečanj, a je to DO, a je to zavod, ali si ti SP, sam tako, kaj je organizacijsko gledano župnija, tako, čemu bi bila najbolj podobna, tako v civilnem smislu, če potegnemo vzporednico, kaj pa je, bom rekel, tako v resnici, kakor, bom rekel, bi opredelila cerkev sama? Ja, jaz mislim, sorry, da ustrajam, ampak jaz ustrajam na tej podobi družine. No? Tako, jaz mislim, da je v svetu, tisto, kar se v svetu vidi, kar je otipljivega, srce župnije je družina. Ne? To je, kar župnija živi. To je, kar v župniji dobiš. Ne? To je, kar si župnija želi. Zdaj, vsaka družina ima pa tudi svoje dejavnosti. Ne? Lahko so neke družine znane po tem, da so lastnice hotela. Ne? In zdaj mi poznamo, ne vem, družino Hilton, ki ima pač svoje verigo hotelov in ko ti rečeš Hilton, vsak pomisli, ja, tu so pa hotelirji. Ja, v bistvu ne, zaradi tega, ker srce njihovega življenja je družina. No, in podobno je po mojem pri župniji, bi jaz rekel, to je najbolj družina tistih, ki živijo na nekem območju. Zdaj, lahko pa neka župnija ima svoje dejavnosti, ki so bolj vidne ali pa manj vidne, ampak so neke dejavnosti, ki so precej vidne navzven in po teh jih lahko, če si nekoliko oddaleč, tudi si misliš, aha, tu je župnija, ker pač vidiš, ne vem, imaš župnijski vrtec in reče, župnija je pa tista, ki ima vrtec, ali pa župnija je tista, ki se ukvarja z dobrodelnostjo, ker imajo župnijsko Karitas in tako naprej. In to je vse res, ni pa tu srce. No, tako. V bistvu bi lahko to, kar si zdaj povedal, da je župnija družina, pa si rekel to isto že v prejšnjem podcastu za celo cerkev, v bistvu lahko tudi navdih za sodobna podjetja, sploh taka, ki želijo, bom rekel, biti drugačna, ne samo, bom rekel, v tržni niši, ampak tudi v načinu delovanja. Se mi zdi, da tukaj veliko enih inovativnih idej dan danes, kako, bom rekel, delovati na drugačne načine in ne biti, bom rekel, hierarhičen, čeprav se mi zdi, tu je tak trend, da se hierarhija, ampak da vse nekako, bom rekel, proste vezi in vsak ustvarja in skupaj proti nekemu cilju, ne. Čeprav, kako to gre? Je hierarhija v cerkvi, pa hkrati je to družinsko vzdušje, kot si ga opisal, neka taka predanost, ne. To je zanimiva kombinacija, v firmi si pa to težko predstavljaš, ne. Ali pač ne, no ne vem. Zanimiva kombinacija, ker jaz mislim, da je to zelo svetopisemsko. Ne? Hkrati gre za temeljni odnos, ki je pogojen z ljubečnostjo ali pa rekel z ljubeznijo. To je temeljni odnos, ki je značilen za stvarnika in hkrati je temeljna dinamika, ki je značilna za stvarnika, to je hierarhija, pa bomo rekli ločevanje, se pravi jasna definicija stvari. Ne? Ti nisi jaz in jaz nisem ti. Tvoja vloga je tvoja vloga, moja vloga je moja vloga. Ne? Vsak je drugačen. To imamo v Svetem pismu dosti jasno poudarjeno, kar vključuje seveda tudi hierarhijo. Ne? Jaz te postavim za neko vlogo in tvoja vloga je ta. Oni drugi pa v to vlogo ni postavljen in tako pač je. Janez, kdo pa v tej družini tebe kot duhovnika pri tvojem delu najbolj potrjuje? A so to, bom rekel, ljudje v župniji, bom rekel, te sodelavci, ali so to drugi duhovniki, ali je to pač tvoj diakon, tvoj arhidiakon, tvoj škof? Kdo ti največ neke take potrditve, bom rekel, na vsakodnevni ravni, verjetno so to ljudje v župniji, ampak tako, da si dolgoročno motiviran tudi za to delo. Kdo ti v teh ljudi daje neko potrditev? No? Ali pa vsak na različne načine, kako je s tem?
Če sprašuješ, kdo, potem bi rekel tisti, s katerim živim. Pač, najbolj te potrjuje tisti, Jane najbolj potrjuje tisti, s katerim živim. Tiste dva, s katerim živimo, ker smo trije v eni bajti. Kar se pa tiče, bi rekel, odnosa, ki me najbolj potrjuje, se pravi, da ni tisto, kar ni vezano na osebo, ampak na doživetje. Kar bi bilo, recimo, v mojem primeru je to, me najbolj potrjuje tisti ljudje, ki mi dajo doživeti, da sem v končni fazi na poti z njimi, na poti življenja z njimi. Tako, se pravi, da smo dejansko, da si delimo svoje človeško življenje v vsem, kar pač skupaj živimo. Se pravi, da nisem jaz kot duhovnik neka institucija, gospod župnik. Ja. Tako, gospod župnik sem, gospod župnik tja, ful dober, ful ste fajn povedali, neko hvalisanje, ki v končni fazi ostane pri zelo nekem oddaljenem odnosu. In v končni fazi jaz kot človek od tega nimam kaj dosti. Če pa pride do odnosov, in tle so pa lahko najbolj različni ljudje, nimam, rekel, neke konkretne osebe, ampak lahko pride do tega doživetja pri različnih osebah, namreč, da sem jaz, v bistvu, da sem obravnavan kot človek, tako, se pravi, da sem kot človek upoštevan in ljubljen v končni fazi. Ti torej tudi paše spiti kavico z svojimi sodelavci, s temi ljudmi, ki te obkrožajo? Točno to, tu bi bil en tak primer, ali pa, mislim, tako čist spiti kavico, ali pa jeti na sprehod, ali pa jeti na pivo, ali pa v hribe, take zadeve. Janez, hvala zaenkrat za izčrpne odgovore. Za konec še povabilo vsem gledalcem, da lajkate, naročite kanal, napišete kaj v komentarje, da posnetek posredujete dalje. Vabljeni pa tudi, da si 1. maja pogledate naslednji podcast, do takrat pa nasvidenje. Janez, se vidimo, ne? Se vidimo, lepo zdrav. Hvala, živijo.